Smo na setu serije Poklicani. Lahko malo več povesta, zakaj gre? Poklicani je serija o dveh sestrah, ki sta obe nekako na točki življenja, ki malo ne veta, kaj bi sama s sabo, sta odtujeni in sta zdaj prisiljeni malo več časa preživeti skupaj, tako da v bistvu spremljamo njuno zbliževanje tekom te serije. Hkrati je pa to serija o klicnem centru 112, kjer v vsaki epizodi spremljamo en večji primer človeka, ki je v stiski kliče, ker je nekje obstal. Zdaj v novi slovenski seriji Poklicani igrata dve sestri, ki obe delata v klicnem centru. Sta tudi vi kdaj že klicali na 112 in če sta, zakaj? Jaz moram reči, da nisem. Jaz pa sem pod blokom je nekdo nekoga napadal. Poklicala sem, pa so rekli, ja, smo že dobili. Kako pa drugače menite, da bi lahko upravljali to delo? Kdaj sem kar dobila med snemanjem občutek, da zdaj smo že verzirani in bi to šlo, ampak jaz mislim, da bi šlo meni kar blizu to in bi mi bilo težko. Ja, jaz se strinjam. Čeprav mi je pa, ko snemamo, mi je pa všeč ta neka konkretnost, ki je, tako imaš 3 ekrane in veš, aha, ta gumb, tega pokličem, to mi je všeč, ampak jaz tudi mislim, da sem preobčutljiva za te stvari. Odkje pa prav ideja za takšno zgodbo? To je kombinacija, jaz sem vedno hotela delati zgodbo o dveh sestrah, ki sta odtujeni, pa pač v tem se zbližujeta. Hkrati je bila pa ideja, da je za širše občinstvo bolj zanimivo, če je zraven nek suspens pa drama. Potem pa so tukaj še malo produkcijske omejitve, ker so pol gotovili, da lahko izpeljemo večje katastrofe in primere, vkolikor so v off-u in so bolj tako radijska igra, ampak hkrati je to tudi bolj suspenzično, če ne vidiš. Mislim, večja groza je tisto poslušati, kar ne vidiš. In kako se je kaj odvijalo snemanje serije? Šlo vse po planu? Snemanje serije v takih omejitvah, kot jih pač imamo, je v bistvu dokaj kompleksno, predvsem zaradi tega, ker je zelo malo število snemalnih dni. In je potem treba tudi že scenarij sam po sebi, že od neke osnovne ideje vedeti, kako bo to do konca, cel ta pipeline, kako bo to do konca izpeljano. Tle Iza v bistvu zastavlja, da so zadeve izvedljive v teh okvirih. Potem je bilo pa ogromno na nas, da smo v bistvu ugotavljali za vsak prizor po sebi, kako se da to pač speljati na kakšen način. Tukaj pač smo postavili recimo v studiu celo stanovanje, ker je to v bistvu veliko bolj efektivno kot snemati na raznih realnih lokacijah. Prav tako klicni center smo zgradili z nule, da smo ga lahko v bistvu prilagodili zahteva scenarija, ne pa da se mi potem prilagajamo nekim prostorom in podobne zadeve. Bistvena stvar je v bistvu pa ekipa, kot vedno. Pridružili so se nam res vrhunski igralci, kar je osnova za karkoli. Direktor fotografije Fabri Šulin to pač vrhunsko posname in se mi zdi, da bo zadeva imela nek preskok v tem, kaj je lahko slovenska TV serija. Povedaj mi še, kako je bilo tako na snemanju? V bistvu smo kar delali, no. Ja. Pa mogoče sem še tako, kaj v vajenih likih povest. Ja, ali tudi ne bova zdaj preveč povedali, ne, da bo pol še vedno zanimiv za gledati serijo. Lahko poveva, da sva sestri, ki se nekaj časa niste videli in da ta najin odnos... Tak sestrski. Ja, zelo sestrski, pa zelo zraste v eno smer, ne bom povedala, v katero. Sta se tudi zelo povezali na snemanju, ne vem, koliko sta se odprej poznali, no? Nisva se, ne, ampak je pa bil nek tak občutek, kako da bi se in večkrat so si rekli, glede na to, da imamo zelo naporen tempo snemanja, pa če se mi dve privatne bi razumeli, bi verjetno umrli. Ko si Žiga rekel, res imamo dobre igralce, dobro je držiran, tudi fotografija fenomenalna, ampak se mi zdi, da bo glih prav dramatično in glih hkrati komično, da bi bilo privlačno za čim širše občinstvo. Ja, predvsem je serija delana z zavedanjem, kje in kdaj se bo predvajala in da je namenjena najširši možni populaciji, ni namenjena kakšnemu ozkemu krogu gledalcev, ampak najširšemu možnemu, v katerem mislim se bo najdel in mlajši in starejši, ponuja v bistvu veliko drame, pa hkrati tudi suspenza, ker v končni fazi v centru 112, v centru za obveščanje 112 v bistvu prejemajo toliko različne klice, nas so sprejeli velikrat, zelo so bili gostoljubni do nas, smo bili tudi zraven pri kakšnih klicih in tako naprej, tako da smo nekako dobili predstavo, kako zadeva funkcionira. Tudi vse naše igralce smo k njim peljali na izobraževanje, da res vejo, kako to funkcionira in da to, kar mi kažemo, ni, kako bi rekel,
preveč daleč od realnosti. In jaz mislim, da bo rezultat tudi viden. Ja, mislim, da je odlično pač videti res na licu mesta realno lokacijo ljudi, ki to zares opravljajo ta poklic. Način, kako oni to delajo, kako v bistvu ohranjajo eno zelo močno mirnost med vsem tem. Zelo je bilo zanimivo, ja. Ja, mene je najbolj me je presenetilo to, da ne vem, vedno sem si predstavljala, da je to pa tako ful, neka taka, da so v neki ogromni sobi, da ne vem, kako to izgleda. Pa me pa je zelo presenetilo to, da so v bistvu tam in so čisto sproščeni in se ful dobro med sabo razumejo in da je neka taka mirnost. Ki mogoče, če dodam, se mi zdi, da smo se vsi potrudili, da kljub nizkemu budžetu to pač razgleda res dobro. Tudi direktor serije, Tadej Koren Šmid, je tukaj dal vse od sebe in se tam ne pojavil. Primeri so realni ali izmišljeni? Izmišljeni so definitivno, ampak mislim, da nekateri lahko sličijo na neke situacije, ki se prepoznajo od alpinisti, ki obstanejo v gorah, tega imamo v Sloveniji žal veliko, do najstnic, ki se jim potaknejo droge. To se mi zdi, da so neki niso skopirani primeri, so pa primeri, ki žal imajo korenine v realnosti. Mogoče samo še ena popotnica, zakaj bi gledalec ob nedeljah ob 8 prižgal televizijo in dal na TV Slovenija 1? Super bo, mislim, da bo dobra serija, bazirana na super scenariju, super režijski viziji, odlična ekipa v vseh sektorjih. Se ti vidiš čez 5 let? Ne vem, tu, kjer sem, tukaj delam. Ja, mogoče tudi, kjer sem, samo sliš tako, kot da štem flajto čez 5 let.